Pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v naši družbi. Teden je naokrog in seveda prav je, da vas poznamo z našim novim gostom. Danes je z nami Grega Gorenšek, ki prihaja iz Ruš. Gospod Grega, lepo pozdravljeni. En lep ruški pozdrav. Kakšni so to ruški pozdravi? V bistvu ne vem točno, zato ker jaz sem v osnovi iz Selnice ob Dravi. Vse to je samo malo čez Dravo, ne? Ampak smo stari konkurenti, se veste tisto. Včasih so se na mostu dobivali, fanti pa so se malo tolkli, ne? Ampak zdaj mislim, da je to minilo. To je bil taki kobansko-pohorski, taki, kako bi rekel, malo bolj otroški pretepi, no. Ampak jaz sem se preselil par let nazaj v Ruše, ker sem pač šel svojo družino na svoje, no. In tudi tam poučujem in imam lepo peš 10 minut do šole in je super. Tako, vse dalje pa bo povedal videospot, ki si ga bomo kar ogledali, tako da boste vedeli, zakaj gre.
Ja, spoštovane gledalke in gledalci, to je Grega Gorenšek, ki je danes naš gost, tolkalist, eden izmed boljših v Sloveniji. Je tako, Grega? Oziroma, če ne edini? Edini ziher ne, niti približno. Vedno več jih je, vedno več je navala na tolkala. Pri mladih je to zadnje čase izredno popularno, tako da vedno več jih prihaja ven, vedno več se jih piše, se pravi, vedno več je tudi dobrih, kar me izredno veseli. Kako se je pravzaprav to vse začelo pri vas? Glede tolkal, Glede muziciranja oziroma glasbene vzgoje. glasbena vzgoja je v bistvu prišla od mojega očeta, kajti on je ljubiteljski glasbenik, poje v pevskem zboru že celo večnost in tudi igra harmoniko. Ima tudi nižjo glasbeno zaključeno. On me je začel pri 6 letih učiti take narodne pesmice za začetek na harmoniko. No, katera je bila prva? Na Planincah. Aha. Ne. Potem pa me tudi glasbene teorije, note me je začel učiti takrat in pol sem se pa jaz vpisal v glasbeno šolo in sem v osnovni šoli naredil nižjo glasbeno iz harmonike najprej. Vzporedno sem pa vedno igral bobne kot samouk za veselje in pol v srednji šoli sem se pa odločil, da bom s tem malo bolj resno nadaljeval. Tako ste postali profesor, na tolkalih poučujete na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru, pa tudi delno, torej, kot ste že povedali, v Rušah. To je v bistvu ista šola, Aha. to je oddelek. Naša šola je kot ena ZDA, kot en imperialist, celo, kako bi rekel, severovzhodno Slovenijo skuša zavzeti. Seveda je matična šola v Mariboru na centru, tam učim na umetniški gimnaziji ali bivši srednji glasbeni šoli. Pol pa imaš oddelke, recimo Cerkvenjak, Šentilj, Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Rače in tako dalje. Ti oddelki vsi spadajo pod to šolo. Ne, in Ruše so meni pač vedno bile blizu lokacijsko in tam učim zdaj že od leta 2001, spravi 14 let. No, zanimivo je to, vsaj meni se je zdelo izredno zanimivo, pravzaprav fascinantno, ko sem slišala vaše videospote, pravi virtuoz ste na tolkalih. Kaj vas recimo od vseh teh instrumentov, po kateri se torej tolče, vas najbolj prevzame? Recimo, na kaj najraje zaigrate? Ker to namreč niso samo bobni. Ja, niso samo bobni, začel sem z bobni, pol ko sem pa prišel na srednjo glasbeno šolo, ne, pa v bistvu sem tam delal smer klasična tolkala. To so predvsem tolkala, ki jih vidimo v pihalnih orkestrih, simfoničnih orkestrih, kot so timpani, veliki boben, mali boben, činele, pol pa melodična tolkala, kot so ksilofon, vibrafon, marimba, zvončki in tako naprej. In se spekter tolkal kar razširi iz klasičnega seta bobnov. V bistvu, ko se učiš klasična tolkala, ne delaš seta bobnov. Tisto sem še naprej nadaljeval kot samouk v bistvu, ker sem vedno tudi igral v rock bandih in podobno, ne. Profesija glavna mi je pa, da sem klasični glasbenik v bistvu, ne. Težko bi pa rekel, kaj najraje igram. Zadnji čas sem se predvsem specializiral za marimbo, to je malo večja varianta ksilofona, za mali boben kot samostojni inštrument, to je v bistvu tisti glavni vojaški boben, ki ga slišimo v pihalnih orkestrih, in pa seveda za set bobnov. Zadnje čase pa tudi zelo rad igram timpane ali pavke, če kdo ne ve, kaj so timpani. Taki veliki kotli, zadaj v orkestru jih vidite. Je sploh še kakšen instrument, po katerem se torej bobna tolče, ne, tolkala, ki ga niste igrali, recimo? Ja, ogromno je takih inštrumentov. Mi se učimo recimo na klasični smeri enih, ne vem, resno bolj 5, 6, 7, 8 moče takih inštrumentov, ki so tudi med sabo podobni. Zdaj, če gledate melodična tolkala, ksilofon, vibrafon, marimba, to je zelo podobno, ne, kot bi rekel violina, viola, godala, ne, violina, viola, violončelo, vsak violinist zna tudi malo violo, ne. To je samo malo spremembe, recimo pri ksilofonu so ploščice lesene, pri onem so pa, vibrafonu so pa kovinske,
pa malo drugačne razdalje, to se hitro privadiš. Tako da mi to kombiniramo. Če se pa hočeš resno baviti, ne, s tem, res specializirati in biti res, kot ste rekli prej, virtuoz in tako dalje, se je pa pametno pol res specializirati, res za en inštrument in ga konstantno vaditi, ne. Izdali ste tudi 2 zgoščenki z skladbami, ki ste jih pravzaprav na nek način priredili, ne, zase. Ja, jaz... Kako pravzaprav poteka priprava na eno tako skladbico, ki jo potem posname? Jaz avtor nisem, ne, ampak če že vzamem skladbo drugega avtorja, to so večinoma klasični komadi napisani za tolkala, jih pa res potem priredimo skupaj z sodelavci, ki snemajo tudi na mojih ploščah. To so vedno odlični glasbeniki, to mi je vedno v čast, navadno boljši od mene. Vedno sem si želel sodelovati z boljšimi, ne da bi se počutil potem, kako so dobri, jaz pa sem ful slab, ampak da se nekaj naučiš, da napreduješ, ne. V glavnem, priredbo naredimo vedno tako, kot še ni bila posneta. Recimo, moj zadnji singl je Bach, v bistvu, Johann Sebastian Bach, baročni skladatelj, ne, ampak mi smo ga posneli z inštrumenti, ki so značilni za rock glasbo, v bistvu električna kitara in električni bas. To je zelo zanimivo, ne, če bi Bach to slišal, bi kar gledal, kaj je zdaj to, ne, neki inštrumenti, ki jih takrat še niti približno niso obstajali, ne. Ampak tu se vidi pol, kdo je dober skladatelj, ker se ga da zaigrati na 100 različnih načinov, ne, in je še vedno zelo dobra glasba. No, prav to je zanimivo. Odkot pravzaprav vam prihajajo vse te ideje za te priredbe? Od Bacha, pa tudi recimo tista lepa naša slovenska Moja dežela s harmoniko, ne? Ja, Moja dežela, ta komad mi je bil že od nekdaj všeč, iz časov osamosvojitve že, ker se dobro spomnim teh časov, čeprav sem bil star šele mogoče kakih 12 takrat, ampak enostavno dober komad je, dober refren, v bistvu je itak samo refren, sploh ni kitice, ne. Odpel ga je Oto Pestner, itak fenomenalen pevec. In vedno sem si želel ta komad posneti na nek drug način. Zdaj pa, glede na to, da malo igram tudi harmoniko, sem skombiniral harmoniko z marimbo in povabil 2 res odlična pevca, Mikeyja N. Stanleyja in Karin Zemljič, ki sta res vrhunsko to posnela, ful sem zadovoljen, hvala še enkrat in se mi zdi, da je nastala taka epska neka skladba Moja dežela. S tem, da jaz sem zelo nenacionalističen, ne gledam na to v bistvu kot samo na Slovenijo, ampak nekako na cel planet, naš planet Zemljo, Moja dežela, ne, tu, kjer živimo. Ker danes je pa že vse tako povezano in se mi zdi, vsi smo homo sapiens, vsi smo ljudje, dajmo držati skupaj in se bomo boljše imeli. No, predlagam, da kar prisluhnemo temu videospotu Moja dežela.
Slišali smo tudi ženski vokal. Ne? Kdo pa je ta pevka? Ta pevka je pa Karin Zemljič. Dokaj mlada pevka zaenkrat še, ampak solistično še nepoznana, nima še kakšne solistične kariere, kot da bi izdala ploščo ali kaj podobnega. Ampak kolikor mi je zaupala, ima to tudi namen v kratkem narediti. Drugače je pa zelo aktivna kot back vokalistka. Ogromno krat je že bila na EMI, je spremljala naše zmagovalce tudi na Evroviziji, na vseh teh možnih festivalih, ne, tudi v teh oddajah nacionalke raznih, ko ona spremlja v bistvu vse te soliste kot back vokalist in tudi studijsko ogromno. V bistvu živi od tega, je tudi šolana pevka, zdaj študira jazz petje v Gradcu in... No, zanimivo je tudi to, lokacija, kjer ste posneli ta videospot sred snega. Vidimo, da je pevca kar malo zeblo, ne? Joj, Obama je tako zeblo, da... Glavnem, šlo se je za to, da smo malo zamudili. Vse je bil lep dan, mogli bi dopoldne začeti in smo nekaj zabrkljali glede tajminga, ali smo malo zamudili, ne vem točno. Popoldne pa ni bilo več tako fajn, ne, in to je bilo na Rogli. In sploh na tistem stolpu, ko so potem tisti posnetki iz višine, to je bilo nenormalno mrzlo. Ampak, okej, gledajte, smo že na Rogli, vse imamo tam, inštrumente gremo, ne, zdaj je, kaj je. No, oblačila, dajva še povedati to in ono. No, tudi danes ste se posebej opremili za najin pogovor. Meni se zdi imidž pomemben, no. Kot nekateri pravijo, oziroma tudi v Sloveniji opažam sploh v zadnjem času, razni bendi in performerji in tako dalje pridejo na oder kar v oblačilih vsakdanjih. Recimo, ne vem, pride gor z reklamno majico od ene firme ali pa kar neka sprana majica ali pa, saj ne rečem. In oni pravijo, to je pač bolj free imidž. Po moje to ni noben imidž, ne. Po moje je v redu, da se oblečeš, če greš na oder, kot recimo v operi, oni se tudi kostume dajo, ne, recimo, in so profesionalci, se ne gre gospod Lotrič, pevec, v trgovino tak oblečen, ne, v trubadurja ali pa, tudi jaz danes nisem tak sem prišel, ne. Ja, tudi v šolo najbrž ne greš. Tudi v šolo, absolutno, ne, ker mi ni, s tem valjda je malo provociraš, ne, in se ti ni potem, da bi hodil po rušah tak in vsakemu razlagal, zakaj si tako oblečen, pa kaj je s tabo in tako dalje, ne. Če hočeš svoj mir, dobro, če bi hotel pa zdaj, da vsi za tabo gledajo, pa se tako oblečeš, ne, se to ženske bolj žvete, ne. Ja. V glavnem, zdi se mi, da je čist nekaj drugega, ko priješ na oder ali pa na intervju ali pa ko se slikaš za album, da daš nekaj malo bolj ekstravagantnega in da ko je tudi kak koncert ali pa kaj, da ko ti hodiš med ljudmi in ko priješ na oder, točno vejo, ta je pa verjetno muzičar, ne, ta pa verjetno nastopa, da se malo ločiš in navadno nas zelo dobro sprejmejo, nič jim ni čudno, vse normalno, ne, glasbenik pač se je oblekel za nastop, itak so malo vsi posebni že, ne, in tako dalje, ampak to je v redu. In pol na odru to dosti boljše izpade, tudi ko so kakšne slike in tako dalje, malo bolj resno, no, kako bi rekel. No, ponavadi se predstavljate kot studijski glasbenik, kaj pa kakšni takšni nastopi, recimo, v živo? Ja, jaz v živo igram. Koncerti, ja? Ja, zdaj imam predvsem, gledam to, da sem izdal letos 4 učbenike. Tu se moram res pohvaliti, sem prvi slovenski avtor, ki je izdal učbenik za mali boben ali pa za bobne. Doslej še tega ni bilo, upam, da bo. Jaz sem vedno vesel, če še kdo drug kaj naredi. In predstavljam te učbenike v bistvu s takimi bobnarskimi delavnicami po slovenskih glasbenih šolah. Upam, da se bom ustavil tudi tu v glasbeni šoli Ormož, kjer naredim tako delavnico, predstavim, na kak način se dela z mojimi učbeniki, nekaj zaigram in tako dalje. Pol zvečer pa sledi moj celovečerni koncert. No in kako ti koncerti izgledajo? Verjetno imate potem tudi zraven še ostale glasbenike, ali? Ja, glejte, zaenkrat igram z matricami. Kajti tu se gre predvsem za finančno situacijo, ne, zdaj, jaz glasbenikov ne bom, ker jih toliko cenim, ne bom izkoriščal, da bi mi kot kolegi hodili zastonj igrat. In zdaj, če jih hočem res dobro plačati, je težko dobiti
za vso to ekipo, ki bi jo jaz rabil, da to izvedemo, kar sem jaz posnel, rabim kar precejšen band in celoten zalogaj, to pa je glede na zelo nekomercialno glasbo, ki jo jaz izvajam, sila težko zaenkrat. Zato se mi še vedno boljša stvar zaenkrat zdi, igram na matrice. Matrice so posnete v živo, z studijskimi glasbeniki, to so posnetki iz mojih CD-jev, jaz pa igram seveda v živo. Tako da sem sam. Zveni pa odlično in to je to zaenkrat. Če bo pa v bodoče se malo bolj situacija odprla in da bi lahko imel tudi svoj band, bi bil zelo vesel, ampak zaenkrat še to ni izvedljivo. No, predlagam, da v nadaljevanju predstavite svoja dva CD-ja, kot rečemo po domače, zgoščenki. Prvi je nosil naslov Klik, drugi pa Ocean. Ali je to Ocean? Ocean. Ocean. Ja. Prvi je bil Klik, seveda, to je bil moj prvi CD, solističen, izšel je 2011. Na njem je najprej koncertino za marimbo, posnet seveda spet na moj način. En stavek iz tega koncertina je Tokata, ki smo jo videli v videospotu. Potem je ena taka baladica za zvončke, Kleo, sledi samba rimba, kjer je taki fajn bobnarski solo not, tam se bolj izpostavijo bobni kot komplet. Potem sledi komad Hello, to je bil moj drugi singl, prav tako s pevcem Mikeyjem N. Stelnijem, drugače znan komad od Lionela Richija. Potem pa sledi malo bolj avantgarden komad za na konec, solo komad, 4-stavčen, samo za mali bobn. Tudi imam videospot za to, za zadnji stavek Allegro Assai. A to je tisto, ko vadite na WC-ju? Tako. Jaz še na WC-ju vadim, vidite, kak sem priden. Na videospotu. Še tam, ne, to je... No, tisti človek, ko potem... To je bil reality show. Tisti človek je sosed, torej, ko je nastavil bombo. Tisti pa je sosed, ki me nima preveč rad, ja. On bi reč, da bi jaz bil mogoče kak... Vsaj akustični kitarist, da bi čist tiho igral, če že glasbenik, ne. Ne, težave ste mu delali, res. Res smo težave. Mogoče sem prezgodaj začel, jaz sem bolj jutranji tip. No, se opravičujem. Še kaj se najde torej na tisti Ne, to je to. Potem je pa zdaj lani še Ocean. Tu pa je v bistvu gor moja dežela, ki smo jo videli, in pa Bachova 7-stavčna suita v H-molu. To pa je moj zadnji spot, Overtura, prvi stavek, za tega sem posnel spot. In to je v bistvu cel CD, ker je ta Bach tako dolg, to je v bistvu dva komada na tem CD-ju. Ti videospoti so pravzaprav tudi zelo interesantni. Kdo pa vam zanje dela scenarij? Sam najbrž, ne? Ideje imam največkrat sam, oziroma s tistim, ko sodelujem, da mi snema spote, ne. Dosti je tudi spontanega, kar se zgodi kar na licu mesta. Načeloma pa spote jaz ne kompliciram. To so seveda nizkoproračunski spoti. Meni so bili od nekdaj všeč taki spoti iz 70-ih let, ko še ni bilo to take MTV produkcije z ne vem kakimi efekti, ki morajo biti v 3 minutah zbombardirani do amena, ne. Ampak enostavno posnetek je bil itak dober, zvočni, ne. Band je prišel na neki oder in so ga snemali. Včasih samo en kader, pa to je to, in glasba je bila v ospredju in itak band te zanima, ne. Meni so všeč taki spoti, no, čeprav eni pravijo primitivno, še po domače češko narejeno, ne, ampak... No, tako kot pravite, glasba je v ospredju, ne, drugače vse drugo. Jaz naredim spot toliko, da je v bistvu, ne, dobra slika, da je, pa da se vidi, kaj se igra, in v ospredje dam glasbo, da se vidi glasbenik in... No, recimo v tem je pa res bila neka zgodba v Allegro Assai, ne, 3. singlu z prve plate, ko sem motil tistega soseda. To pa je imel idejo snemalec Uroš Medved Ukš, ki je mi delal ta spot, in sem rekel, okej, naredi. Tisti tip je tudi bil zelo dober. Oni imajo drugače gledališko skupino in je kar vajen takih scen, ja. Ja, sedaj poteka vaša promocija, ste se kar potrudili, najbrž, kaj želite doseči s tem, najbrž, da vas ljudje spoznajo v prvi vrsti? Ja, medijska promocija je seveda pomembna, ne.
Jaz pač preferiram medijsko promocijo na televizijah. To se mi zdi res fajn, da je slika in zvok, da dobijo celotno neko podobo. S tem tudi promoviram v bistvu tolkala kot instrumente, ki jih v taki meri ljudje še vedno ne poznajo. Predvsem poznajo bobne, ne? To poznajo iz vseh bendov. Ampak vsa druga tolkala pa so taki širši javnosti še dokaj neznana in zato se mi zdi super. Naj ljudje to spoznajo, naj se popularizira. Tudi klasična glasba, ki je v bistvu klasična na malo drugačen način. No. Verjamem, da boste s učbeniki sedaj, ko se posloviva, odšli v glasbeno šolo. Ja, dan začnemo ob 3, imam še čas. Upam, da bo kakšen posel tudi iz tega, ne? Glejte, jaz zato učim v šoli, ne? Zato sem zaposlen v šoli, čeprav ne, da bi zdaj sovražil to delo ali pa kaj. Rad učim, ne? Ampak če ne bi bilo treba, verjetno res ne bi učil, ne? To mi je glavna zaposlitev, da imam neko finančno stabilnost, plačo pač vsak mesec, da lahko jaz potem delam take stvari, zaradi česar sem danes tu, ker se res ne oziram na nobene trende, ne vem, če je to glih moderno zdaj, ne, ali pa tudi je. To je vaš imidž. To je moj imidž, ne, ne oziram se na trende, ker se ne rabim, snemam, kar mi res paše. Drugo je z glasbeniki, recimo, ko igrajo samo za denar, tam pa se moraš res prilagajati, ne. Tudi to sem delal en čas in zna biti sila že potem nesvoboden si dokaj, no. In ti že zna najedati malo, ne. Tu pa se mi zdi, da je ta kombinacija šola pa moji projekti super. No, kako vam to gre z družino skupaj? Ste postali že drugič očka sedaj? Nisem še postal, moja partnerka je pravkar v porodnišnici. To so zdaj sila osebne stvari, kaj razlagam, ampak tako sem vesel, da moram povedati, ne. Imam 4-letnega sina, ime mu je Mika, zdaj pa pride hčerkica, njemu pa ime Kim, tako da zdaj, mogoče je že zunaj, ne vem, zdaj sem mogel dati na izklopiti telefon, mogoče pa pol čez jutri šele, ne vem, lahko se zavleče, bomo videli. V bolnici je že moja draga, tako da bomo videli potem naprej, kako se bo odvilo. Čestitke torej za očetovstvo, za vse vaše projekte, ki so res izredni. Verjamem, da bodo tudi naši gledalci z navdušenjem sprejeli vse to, kar bodo videli in tudi kar so slišali. Povejte še, kateri od vseh teh vaših videospotov bi naj pogledali še za konec, za slovo? Za konec bi jaz dal tega najnovejšega, Overtura. Malo predstavite. Bachova Overtura, ja. Najraje imam, da se naj se aktualne stvari vrtijo, ne. Grega, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Veselilo me je, da sva lahko malo poklepetala. Veliko, veliko uspeha vam želimo in upam, da vas kmalu vidimo na odru tukaj v Ormožu. Pa k vam tudi, če pridem, ko bo naslednji album, pa kaj novega. Me veseli. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, to je bil Grega Gorenšek, ki prihaja iz Ruš, tovkalist, ne? Kako se Grega reče po slovensko? Ja, zdaj, jaz sem šel gledati v slovar slovenskega knjižnega jezika in zdaj je tovkalec. Torej, tovkalec. Ampak vseeno, mi smo navajeni na tovkaliste. Kakorkoli, Grega je bil z nami in upam, da ste uživali tudi v njegovih videospotih, za konec pa še torej Bachova skladba. Sicer pa, seveda, pridružite se nam tudi čez teden dni, ko pa bo naša gostja Anita Bolčevič, hortikulturica, tudi po svoje umetnica. Hvala za pozornost in srečno do takrat.